Lepo pozdravljeni. Danes vam z največjim veseljem predstavljam našo novo pridobitev, in sicer Forward Data Center. To je napredno in interaktivno poročilo, s katerim si boste pomagali ne samo videti, kako vam gre prodaja po datumu prihoda, ampak tudi, kako se gibajo vaše rezervacije po datumu rezerviranja. Zakaj je pa to pomembno? Ker s tem lahko pravočasno preverite povpraševanje po vaši nastanitvi in temu tudi prilagodite cene. S pomočjo našega demo profila vam bom na konkretnih primerih pokazala, kakšne prednosti prinaša Forward Data Center. Čisto preprosto se preko Gmaila vpišete vanj preko linka, ki vam ga mi posredujemo, in imate vpogled do podatkov vaše nastanitve, ki se avtomatično vnašajo iz Kubilisa, analitike in oglaševalskih profilov do enega dneva nazaj. Naprimer, če danes gledamo poročilo, bomo videli rezultate do včerajšnjega dneva. Za analizo in nato postavljanje nove strategije prodaje vaših storitev preko spleta vas najbolj zanimata prvi in drugi zavihek. Prvi vsebuje podatke samo direktne prodaje, torej preko Kubilis rezervacijskega motorja na spletni strani, drugi pa vse vire preko spleta. To vključuje OTA kanale, kot je Booking.com in Airbnb, meta iskalnike, pod katere uvrščamo Google in TripAdvisor, pa seveda direktni kanal. Na izbiro imamo analiziranje po datumu prihoda ali po datumu prejema rezervacij. Mi bomo v tej predstavitvi dali večji poudarek na analizo rezervacij preko Booking Data, ker se z njo lažje postavi strategija prodaje. Poleg tega pa mislim, da že vsi spremljate prodajo po datumu prihoda, če ne preko Kubilisa, pa preko nekega centralnega sistema, kot je na primer PMS, Hotelinko, Protel, Opera in podobno. Če nas nasplošno zanimajo rezultati prodaje preko vseh kanalov in damo za primer od 2. do 15. julija po datumu rezerviranja, da nam povejo, za katera obdobja kažejo potencialni gosti zanimanje in po kakšni ceni so pripravljeni do sedaj plačati, se prvo premaknemo na drugi zavihek. Tle je točno predstavljeno za izbrano obdobje, koliko rezervacij je bilo oblikovanih, koliko je bilo povprečno trajanje bivanja, koliko dni vnaprej je bila rezervacija narejena, torej booking window, in pa seveda average booking value, kar pove, koliko je bila povprečna cena rezervacije, in pa average daily rate, torej povprečna cena na noč. Dodatno so še rezultati razdeljeni na vse kanale in samo na direktni kanal. Poročilo je tudi tako oblikovano, da imate predstavljeno primerjavo z enakim obdobjem lani, če ste seveda že takrat uporabljali Kubilis. Ker je pa vizija Forwarda pomagati nastanitvam doseči čim višji delež preko direktnega kanala, bi se premaknila na zavihek, ki nam pove vse, kar rabimo vedeti o stanju direktne prodaje. Predstavitev podatkov in primerjava z lanskim enakim obdobjem je enaka kot na prejšnjem zavihku, ampak tukaj so podatki samo od direktne prodaje preko spletne strani. Najlažje bo po mojem mnenju delati na primeru, tako da če ostanemo na izbranih datumih od 2. do 15. julija, vidimo, da je bilo največ rezervacij oblikovanih za julij, ampak so že začele leteti za avgust, september in celo oktober. Če nas specifično zanima, za katere datume se je največ rezerviralo v določenem mesecu, označimo samo en mesec tukaj, na primer julij, na levem prikazu, na desnem pa se potem lahko že spremeni prikaz v datumsko bolj podrobnega. Skozi vse grafe nas še vedno spremlja primerjava z lanskim letom, da se takoj vidi razlika. Če na hitro analiziramo podatke, vidimo, da odstopa 12. julij, za katerega imamo zabeleženo v enem dnevu preko opravljenih rezervacij 1500 evrov prihodka ali revenueja, in je average daily rate 116,31 evrov. Če pa pogledamo za 26. julij, pa vidimo, da je revenue sicer nižji, ampak je average daily rate višji. To nam pove, po kateri povprečni ceni so pripravljene osebe rezervirati in na katera dva datuma smo imeli v teh 2 tednih več povpraševanja. Na to lahko vpliva več dejavnikov,
ampak dobro je preveriti za cel mesec, če se slučajno dnevi v tednu ponavljajo, ko pride not več rezervacij, naprimer ponedeljek, nedelja, tako. In tako ugotovimo način obnašanja gosta. Mogoče ste celo bolj vidni na te dneve na spletu in vas osebe hitreje najdejo. Objavite takrat kakšno zadevo na social, razlogov je lahko več. Preverite lahko tudi, če se na rezervirane datume kaj specifičnega dogaja. In če pravočasno to ugotovite, tudi prilagodite temu cene. Dashboard vam da res veliko možnosti, da se igrate s cenami in spremljate potem vpliv optimizacije. Če nadaljujemo po strani, pridemo do okna, ki nam za izbrano obdobje pove, za kateri tip sobe se je oblikovalo največ rezervacij in prihodka, koliko je bilo narejenih rezervacij po tipu sobe, kakšni povprečni ceni rezervacij in pa koliko nočitev je bilo zabeleženih. Pove nam tudi, koliko rezervacij je bilo narejenih in višino prihodka za to število rezervacij. Torej, mi tukaj vidimo, da smo naprimer z family apartmajem in 18 rezervacijami prišli skoraj na 6000 evrov prihodka, z 10 rezervacijami standard sobe pa na 12 500 evrov. To pomeni, da smo z 8 več rezervacij dosegli 2-krat višji prihodek za family room in se nam bolj splača tega prodajati. Tako tudi prejmemo podatek oziroma informacijo, katere tipe sob premakniti više v rezervacijskem motorju, da so hitreje vidne. Če pa gremo zdaj še malo niže pogledati, pa vidimo, da imamo tudi predstavljeno, po koliko oseb rezervirajo. Prva številka predstavlja število odraslih oseb, druga število mladostnikov, ki je ponavadi v letnem razponu 7 do 18 let, tretja pa za otroke. Tukaj se vidi, da na prvem mestu ni predstavljena družina, ampak 2 odrasli osebi. Rezervacij imamo pa največ za family sobo. To pomeni, da so v izbranem obdobju 2 odrasli osebi večinoma rezervirali družinsko sobo. Lahko je zaradi razgleda, prostora, daljšega bivanja, to ugotovite vi interno. Ampak kar bomo mi iz tega izluščili? V osnovi bomo lahko dali ceno za 2 osebi in ponudili doplačila za dodatni 2 osebi. Tako bomo imeli 2 vrsti segmentov pokrita, pare in družine. S tem se ne bomo odločili oblikovati osnovno ceno za 4 osebe, ker tako se potem cena ne prilagodi, koliko rezervira par in se lahko ta segment izgubi. Poleg tega okenca imamo še prikaz gostov po nacionalnosti s pomočjo AI orodja. Ta nam pomaga izvedeti, katere narodnosti so naši gosti, da se znamo prilagoditi in mogoče usmeriti oglaševanje na perspektivne trge. Največ seveda pove podatek, kolikšen prihodek se je zabeležil po določeni državi in s kolikšnimi rezervacijami. Tako ugotovimo razliko v budžetu gostov, ko potujejo. Na koncu še preverimo, kateri cenik se je največ prodajal prek direktnega kanala, ali je to bila posebna ponudba, cenik brez možnosti odpovedi, cenik z zajtrkom ali osnovni cenik. Na prvem mestu je v tem primeru standard rate, kateri seveda ima najbolj fleksibilne odpovedne roke. V večini primerov je na prvem mestu cenik z najnižjo ceno, ampak s tem smo izvedeli, da je našemu segmentu gostov pomembneje, da lahko poskrbijo in brezskrbno odpovejo rezervacijo do nekega roka, kot pa cena. Na drugem mestu je pa polpenzion, brez možnosti odpovedi, kar pove, da so to izbrale osebe čim nižjo ceno in da dobijo za njo čim več. Pripravljeni so se odpovedati možnosti odpovedi in poleg tega so dobili tudi vključen zajtrk in večerjo. To nam pove, da imamo oba segmenta gostov pri nas. Osebe, ki imajo rade možnost odpovedi, in osebe, ki iščejo najnižjo možno ceno. Sedaj, ko imamo jasno sliko, kje nam stoji direktni kanal, gremo še na All Channels Booking Date. Tukaj sedaj lahko primerjamo podatke med direktnim kanalom in med vsemi kanali. Vidimo, da je average daily rate višji preko direktnih rezervacij, ampak je pa booking window krajši, torej 16 dni.
To nam pove, da če osebe rezervirajo direktno, se odločajo za obisk v krajši prihodnosti, kot pa če rezervirajo preko OTA kanala. To je lahko zaradi občutka varnosti, ker so zasledili neko posebno promocijo za first minute popust. To lahko interno preverite, kje so bile takrat cene, pa si na podlagi tega vnaprej določite in pazite, da so cene v enakem obdobju podobne ali vsaj preko direktnega kanala nižje. Pod primerjavo je pa postopek analize rezultatov enak. Dodana je pa tabela, ki prikaže po kanalih zabeležen revenue, povprečno ceno rezervacije in nočitve. Pa za seveda, kolikšen delež prihodka je odgovoren posamezni kanal. Ta podatek je zelo relevanten, saj nam pove, kako pomemben nam je določen vir pridobivanja rezervacij oziroma OTA kanal. V tem primeru vidimo, da se je direktni kanal v teh 2 tednih dvignil, Booking.com pa padel, kar želimo videti čim bolj pogosto. Zadnji zavihek pa nam prikazuje on the books analysis. Ta nam pove, koliko prihodka je že zabeleženega v letošnjem letu do včerajšnjega dneva in kakšen je v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. To lahko filtrirate po kanalu, po tipu sobe in po tipu cenika, pa tudi vidite, če se je kateri kanal letos boljše zafilal ali pa slabše, kje je treba urgirati, preko katerega cenika imamo letos več rezervacij in podobno. S tem podatkom pravočasno vidimo potencial določenega kanala, cenika ali tipa sobe, lahko se pa tudi vidi, ko ne dosegamo še tako visokih rezultatov, kot smo lani in moramo zaradi tega nekaj posodobiti in optimizirati. Pri ostalih zavihkih vidite tudi, da se v enaki bazi podatkov dostopa do rezultatov analitike in oglaševalskih računov. Bistveno je videti pri analitiki razliko v podatkih, ki vam jih ponuja zavihek traffic, torej obisk strani, in conversions, torej upravljanje rezervacij oziroma nakupi na strani. Če tukaj pogledamo konkretno traffic, vidimo, da je obisk strani v izbranem obdobju dosegal neko število oseb in od tega je bilo toliko, kot je tukaj prikazano, novih uporabnikov. Od teh smo zabeležili toliko konverzij in toliko prihodka. Graf nam tudi pove primerjavo obiska z enakim obdobjem lani, nižje pa vidimo tudi, preko katere naprave so gledali spletno stran in je po standardu, da si jo večina pogleda preko mobilnega telefona. Zanimivo pa je tudi videti, iz katerih držav je zabeležen največji obisk. Sedaj pa gremo pogledati, koliko imajo te podatki skupnega s podatki o nakupih. Če gremo pod conversions, nam točno povejo podatki, iz katerih držav so osebe rezervirali in preko katere naprave. Tukaj dobimo realno sliko, kako mobilna verzija spletne strani odgovarja potencialnim gostom, ker če je primarni obisk preko mobitela, konverzija pa izpeljana preko računalnika pomeni, da je potrebno mobilno različico zoptimizirati. Tukaj tudi izvemo, iz katere države izvira naš realni segment gostov. Nazadnje je še zavihek marketing, preko katerega lahko spremljate posamezne rezultate vseh oglaševalskih omrežij na enem mestu. Izberete lahko, preko katerega oglaševalskega računa vam tečejo kampanje, torej Google Ads, Facebook Ads oziroma Meta ali Microsoft Ads. In pod vsakim zavihkom posamezno dostopate do podatkov o vseh kampanjah, ki so v profilu, ne glede na to, ali so aktivne ali ne. In seveda prejmete takoj tudi podatek o uspešnosti kampanje v določenem obdobju. Najpomembnejši podatek je višina vložka v kampanje in pridobljen prihodek iz tega. Najhitreje se to preveri s podatkom CPO oziroma Cost per Order. Ta nam pove, koliko je bilo potrebno vložiti v oglaševanje za pridobiti eno rezervacijo oziroma nek revenue. Upam, da vam bo poročilo služilo, saj smo za naše uporabnike Kubiliса oblikovali posebno promocijo, da ga lahko vsi za 2 meseca uporabljate brezplačno, da vidite sami njegovo uporabnost.
Samo vzpostavitev in povezavo s Kubilisom uredimo mi brezplačno, samo iz vaše strani potrebujemo podpisan obrazec, preko katerega dovoljujete dostop do XML podatkov iz Kubilisa. Če bi pa želeli povezati not še analitiko ali oglaševalske račune, pa pride na dodatno povezavo 40 € plus DDV. Za vse, ki vas zanima potestirati to fenomenalno orodje, nam prosim pišite na info@forward.si, pa se dogovorimo za naslednje korake. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej, pa upam, da se kmalu slišimo.